Lepo pozdravljeni. Tole je drugi del 6. predavanja z NMR spektroskopije za kemike in biokemike. V tem predavanju se spoznavamo z strukturo in geometrijskimi lastnostmi aminokislin, ki seveda sorodno velja tudi za ostale biološke makromolekule. Videli smo, da konformacijska svoboda ali pa rotamere vzdolž glavne velige pripelje seveda, da se spreminjajo geometrijski parametri in seveda vse to nas zanima v vidu, kako to vpliva na opažanje interakcij. Naj bojo to sklopitvene konstante preko vezi, 1,3 interakcije, recimo med amidno skupino alfa, protonom ali pa povezave prek prostora, ki so seveda odvisne od tega, kakšni so torzijski koti. Videli smo, da ne glede na to, kakšne sta konformacije vzdolž pi torzijskega kota ali psi, znotraj aminokislin in vzdolž stranske verige, znotraj aminokislin bomo vedno imeli razdalje, ki so krepko pod 5 angstremi, se pravi, lahko pričakujemo, da bomo s NOV tipom eksperimentov, se pravi klasično dvodimenzionalnim NOVSI spektrom, pa take interakcije zlahka potrdili. No, zdaj nadaljujemo, se pravi, ko pa pridemo do situacije, ko nas zanima interakcije med aminokislinami, prav med sosednjima ostankoma. Na tej slikci imamo narisan interakcijo alfa protona do amidnega protona naslednje aminokisline, se pravi H alfa I do HNI plus 1. Torzijski kot, ki ga bomo varirali, bo psi, se pravi tale, se pravi zasede lahko vse konformacije od -180 do 180 stopinj in pač iz nekih modelov izračunamo razdaljo, ki je prikazana na tej sliki. Prvo opažanje je, da ne glede na to, kakšna je struktura, v tem primeru verjetno že lahko govorili o sekundarni strukturi, bomo vedno opazili NOI, vse je to krajša razdalja. Vidite, seveda, da je če bi imeli glicin, na tem mestu bi seveda razdalja enega ali drugega protona bila tista, ki bi bila bližja. Po splošnem pa velja taka odvisnost. Posebej zanimivo je opažanje, da imamo za beta strukture, za beta trokove, to smo delali v začetnem delu tega predavanja, tukaj takile so torzijski koti psi, za paralelno ali antiparalelno beta ploskov razdalje, ki so precej krajše, se pravi po tej slikci nekje po 2,5 angstrema, glede na helične strukture, kjer je psi -50, -60. Vidimo, da je pa takrat so pa te razdalje precej daljše, prav rečemo nekje 3,3 do 3,5 angstrema. Videli ste, sem spomnim, videli ste, da je, se pravi, NOI šesto potenco, obratno sorazmerno odvisne razdalje, taka razlika razdalji privede do precejšnjih razlik v eno interakcijo. In to vas bom spomnil kasneje, ko bomo vedeli, kaj ste. No, to je bila, se pravi, sekvenčna razdalja med alfa in amidnim protonom, seveda pa je teh možnosti gledati na razdalje še veliko več. Lahko gledamo interakcije med amidnima protonoma, med beta protoni in amidnimi protoni. In zdaj, če za eno slikco ponazorimo, kaj se zgodi z razdaljo med amidnima protonoma sosednjih aminokislin, spreminjamo torzijski kot fi aminokisline I in pa psi te aminokisline in v obliki Ramachandrovega plota predstavimo razdalje. Se pravi, naša tretja os je razdalja med amidnima protona, ima podana v angstremih. Prav, amidne razdalje vidite, da lahko postanejo tudi zelo kratke, se pravi praktično na limiti van der Waalsovih kontaktov in pa grejo do 4,8 angstrema. Tukaj je območje, kjer pričakujemo paralelne ali antiparalelne beta strukture. V območju alfa vijačnic
je razdalja med amidnimi protonoma pod 3 angstrema. Tako vrstne interakcije bomo vedno lahko detektirali in ovrednotili. Če imamo levosučno vijačnico, to so razdalje take. Prav ugotovimo lahko, da sekvenčni korak med amidnimi protonoma teh dveh aminokislin bo vedno možno opaziti. Omenili smo, da zanimiva razdalja je tudi razdalja med beta protonoma dane aminokisline in amidnim protonom naslednje. Tudi tukaj lahko ugotovimo, v tej slikci spreminjamo to zaseg kot psi. Vidimo, da so razdalje nekje pod 4,5 angstrema, se pravi, jih je možno detektirati. Ta slika kaže še več, ker seveda zdaj pa je treba razmisliti tudi na konformacijo zoostranske verige. Ob začetku predavanja smo povedali, da to označimo s to zaseg kotom či, 1, 2 in tako naprej. In seveda ta lahko tudi varira. Precej informacij dobimo iz tega grafa. Sporočilo za nas, glavno sporočilo je, da seveda sekvenčna interakcija je tako kratka, da bo ne glede na to, kakšno konformacijo ima ta del molekule, jo bo možno detektirati. Mogoče si samo še to pogledamo za beta strukture. Imamo za paralelne, pričakujemo nekje enovi oziroma razdalje, ki jih bomo določili med 3,7 in 4,7 angstrema, za antiparalelne strukture pa so malo krajše, med 3,5 in 4,5. To je sicer majhna razlika, ki nam ne bo zelo nedvoumno pokazala, za kaj gre. Se pravi, razdalja beta protonov v amidnih, v alfa, v heličnih strukturah je sigurno sterično dovoljeno v območju in je med 2,5 in 4,1 angstrema. Samo poudarjamo tisto, kar smo naredili. No, zanimiv primer je prolin. Prolin je posebna aminokislina, ker imamo dve konformaciji, trans, ki je bolj pogosta za aminokisline, in pa cis konformacije. Zanimivo je, da sta energetsko zelo podobni, se pravi, ni prav velikih preferenc v populacijah. In zdaj, če pogledamo v trans konformaciji, kako se spreminja razdalje, recimo delta protona do alfa protona, se pravi, tega alfa protona z delta protoni, vidimo, da je ta razdalja preko 5,2 angstrema, se pravi, to je razdalja, ki jo v tej konformaciji verjetno ne bomo uspeli detektirati. Zanimiva je tale, razdalja med alfa protonoma, prav v trans konformaciji vidimo, da se pravzaprav kaj bistveno ne spreminja, ko spreminjamo to zaseg kot psi. Potem pa tukaj dol imamo pa razdaljo alfa protona do delta protona. In ta seveda vidimo, da se spreminja in da sta te dva protona v trans konformaciji blizu, medtem ko v cis pa daleč narazen. Se pravi, tukaj imamo ekvivalent, se pravi razdalj za cis konformero, tako med protonoma delta. Se pravi, te slikce so narejene za korak prolin-prolin. Korak delta alfa, alfa delta, ki vidimo, da ni zelo odvisen od tega, kakšen bo to zaseg kot, in pa med alfa protonoma glede sosednjih aminokislin prolin. Prav tudi za take vrste izomerizacije vidimo določene interrezidualne, se pravi sekvenčne korake bomo lahko identificirali, še več možno bo jih tudi nekako vrednote, se pravi bomo videli, da prevladuje cis ali trans konformacija. Zdaj se pravi, obdelali smo sekvenčne interakcije, zdaj pa seveda postane zanimivo, kaj pa je s tako imenovanimi razdaljami srednjega dosega, se pravi v dveh in več aminokislin. Se pravi, aminokislin, ki so v zaporedju podaljene več kot dve aminokislini. Za helične strukture je popolnoma jasno in značilno,
da naredijo ta obrat in to pripelje do tega, da so protoni tretje, pa tudi četrte ali pa druge, odvisno kakšna je vijačnica, o tem smo govorili na prejšnjem delu predavanja, se pravi zaradi svoje strukture se zgodi, da razdalje med I in I plus tretjim sosedom in tako naprej, kot je tukaj nakazano, so dovolj blizu, da jih bomo lahko detektirali. In to je tisto, kar imenujemo NOI srednjega dosega. Seveda druga zelo pogosta sekundarna struktura so beta trakovi, beta strukture. Že v prejšnjem delu smo povedali, da recimo v beta strukturi so blizu kontakti, ki so dolgega dosega, se pravi aminokislinska veriga gre tako in druga tako. Se pravi, in vidimo, da sta alfa protona dveh aminokislinskih ostankov, ki sta sicer po zaporedju, aminokislinskem zaporedju daleč narazen, pa blizu v prostoru, 2,3 angstrema v tem modelu. V paralelni strukturi je ta razdalja daljša, 4,8. To že omogoča tudi eno vrsto možnosti za ločevanje med eno in drugo. Vsekakor je s temi črticami, če je debelejša, pomeni krajšo razdaljo, močnejši NOI, ampak tako v antiparalelni kot paralelni strukturi vidimo, da imamo gosto mrežo interakcij, kontaktov med protoni po celi dolžini takih trakov. In vidimo še nekaj, kar sem že povedal, da beta ploske kažejo kratke, sekvenčne in long range, se pravi daljšega dosega kontakte vzdolž glavne verige. To jih seveda naredi drugačne od heličnih struktur. Se pravi, če zdaj malo uredimo sekvenčne razdalje, razdalje srednjega dosega v različnih sekundarnih elementih, pogledali smo razdaljo med alfa protonom in amidnim, v heličnih strukturah 3,5, 3,4, v betah struktura 2,2. Potem seveda helične, tretja, druga, četrta aminokislina so blizu, tega seveda v beta strukturah ni. Amidi, v dvema amidnima skupinama, v alfa vijačnicah 2,8, 2,6, v beta strukturih je ta razdalja precej večja, precej na 4 angstreme. Se pravi, prihajamo v območje, ko morda ne bomo uspeli detektirati. Tukaj imamo tudi nekaj razdalj za zavoje. Povedali smo, da je teh zavojev več tipov. Zdaj tukaj tudi navajamo dve razdalji, ker imamo med aminokislino 2 in 3, videli smo, kako je. V bistvu vidimo, da se nam obeta precej možnosti, ponuja se nam tudi možnost, to je samo geometrijski razmislek. Ponuja se nam tudi možnost, da bomo zaradi razlik v razdaljah pri posameznih elementih sekundarne strukture lahko že ločili med eno in drugo. Če zdaj ves ta razmislek o, se pravi, geometriji, pa kakšne razdalje ponuja, pa pričakujemo za kakšno vrsto sekundarne strukture, pa seveda tudi aminokisline. Se spomnimo našega enodimenzionalnega NMR spektra, alifatski protoni, alfa protoni, območje aromatskih protonov, iminov in amidnih skupin. In seveda nekje v sredini spektra močen signal vode, ki ga supresiramo. Se pravi, analiza spektra manjše, krajše amino nekega peptida bo mogoče celo z enodimenzionalnim spektrom ali pa enostavnimi dvodimenzionalnimi spektri, COSY, TOXY in NOESY, kot smo si jih pogledali. Osnova analize je, da COSY da povezave po spinskih sistemih znotraj aminokislin, medtem ko sekvenčne NOI kontakte dolgega dosega določimo za NOESY eksperimenti. Tukaj je semanska predstavitev. Se pravi, če sta dva protona blizu v prostoru, imamo neke pare razdalje. Se pravi, dve točki v prostoru, dva atoma v prostoru in pa medsebojno razdaljo. In teh imamo lahko veliko. Bomo se
vprašali, koliko pa jih je. Hitro jih je na stotine, če ne tisoče. Potem pa imamo v mislih primarno zaporedje. In kvaliteta, pa pomen teh podatkov močno raste, ko kontakte razdalj spravimo v kontekst primarne strukture. To pa naredimo s postopkom sekvenčne asignacije. Se pravi, iz nekih tabel razdalj med atomom, ki ima tak kemijski premik, in atomom, ki ima drugačen kemijski premik, poznamo sekvenčno asignacijo, se pravi, vemo, kje je kakšen proton, količina informacij, ki jih dobimo, seveda bistveno večja. Zdaj, to je samo pri dnu transparencije, že pa če imamo protein s 100 aminokislinami, protonov, ki jih bomo asignirali, seveda od aminokislinskega zaporedja, odvisno od 400 do 700 neizmenljivih protonov, plus amidni, neizmenljivi, in hitro se vidi, videli ste, da vsi sekvenčni, vsi intrarezidualni, se pravi, da bo seveda teh kontaktov zelo veliko, kar pa nam seveda tudi pride prav. Zdaj, če pogledamo tak sekvenčni korak, se pravi, imamo aminokislino I, pa njenega soseda I+1, pa se vprašamo, kakšne so intrarezidualne povezave, se pravi, povezave znotraj aminokislin. Za toksi spekter smo vedeli, da je, se pravi, toksi spekter je bil tisti, ki je od tanega amidnega protona, da povezave na vse protone, ki so sklopljeni. Se pravi, glicin ima 2 alfa protona, se pravi, bomo dobili takšne vzorče. Valin, se pravi, gremo od amida, imamo H alfa, beta in pa potem 2 metilni skupini. To smo se malo pogovarjali. Zdaj pa tisto, kar bo, to so povezave znotraj aminokisline. In ko gremo do, se pravi, novzi spektrov, pa in če ta prva je tle valin, ki smo ga ravno pogledali, pričakujemo, da bo amidni proton naslednje aminokisline tako blizu, da bo dal, se pravi, eno efekt na vse te protone, alfa, beta in oba gama protona. In to se bo seveda v spektru poznali kot dodatne povezave. In to bo tisto, kar bo prispevalo k asignaciji sekvenčnega koraka. In na ta način, ker seveda, če imamo prvega soseda, potem se samo pomikamo po zaporedju. No, stvari so enostavne na nek način, imamo pa malo težav, namreč, če si ogledamo aminokislinsko strukturo, pa skiciramo Cozy spektre, pa relate Cozy, se pravi, pogledamo z modro označen korak, recimo od alfa protona do drugega soseda, pa double relate do tretjega soseda. Danes to naredimo s toks eksperimentom. Naj vas spomnim, da je en korak približno 20 milisekund, se pravi, različno dolgi toks eksperimenti. Vidimo, da od vseh 20 aminokislin imamo 10 različnih Cozy spektrov. Tukaj so 4, pa tle 6 in pa še 4 za aromatske aminokisline. Naj opozorim za tehle 8 aminokislin, ki imajo IMX tip spektra. Prav imamo alfa proton in pa beta CH2 skupino in pričakujemo tak tip spektra. Se pravi, če bomo identificirali v Cozy ali toksi spektrov takele kontakte, nam to še ne bo mogoče ločiti, za katero aminokislino gre. In to vsaj navidezno na začetku lahko predstavlja majhno težavo, majhen izziv. Se pravi, če pogledamo nek double quantum filter Cozy spekter nekega proteina, v tem primeru je to tendamistat, to je 74 aminokislin, dolg inhibitor alfa amilaze, to zdaj za nas ni najbolj važno, in pogledamo karakteristično območje, se pravi, amidnih protonov in alfa protonov, vemo, da amidni in H alfa so bicinalna protona, se pravi, bomo v Cozy spektru za vsak aminokislinski ostanek našli takle cross-spekt, takle korelacijski signal. Vidimo tudi
lepo, da gre za dublete v eni in seveda tudi v drugi dimenziji. O tem smo se pogovarjali, ko smo analizirali Cold spektre. Na nek način je to tudi prstni odtis našega proteina. Vidimo, da je disperzija signalov izredno lepa, čeprav protein je lepo zvit, o tem smo se tudi pogovarjali na začetku tega predavanja. Česar pa zdaj še ne moramo narediti, je, da bi vse aminokisline kar identificirali na osnovi spektrov ali pa podspektrov, ki jih le-te imajo. Se pravi, recimo alanin je edinstven, valin, serin in tako naprej. Določene aminokisline pa so v tem grafu označene z različnimi geometrijskimi liki, ki so seveda nimajo nedvomnega spektra in jih ne moramo signirati. Sigurno pa lahko na osnovi analize tazgale dela dvodimenzionalne Dickoev-Cozy spektra povemo kaj o čistosti proteina, povemo kaj o koliko struktur je, dejansko je to neke vrstne prstne odtise. Jasno je, da eksperiment, ki nam bo pomagal razvozlati te geometrijske like in popraviti, se pravi, detaljno podrobno asignacijo, je NOESY. NOESY spekter seveda ponudi ogromno kontaktov, to smo videli, ne? Infrarezidualnih, sekvenčnih, dolgega dosega. In seveda, dokler ne začnemo detaljne analize, ne moramo vedeti, kako in kaj. Zato se pri analizah skoncentriramo posamezno območje. Imamo območje, kjer imamo kontakte med amidnimi protoni, amidnimi in H-alfa protoni, alifatskimi H-alfa. In seveda vsa ta območja, se pravi vzdolž F2 in vzdolž F1, karakteristično območje in vemo, kakšne vrste kontakte tam pričakujemo. In še enkrat poudarjam, kontakti v spektru pomenijo, da sta protona z danima kemijskima premikoma prostorsko blizu, lahko tudi kvantitativno ocenimo razdalje za vsakega od teh, ampak šele sekvenčna asignacija bo te razdalje, te pare razdalj spravila v nek kontekst. Zdaj, vprašanje je, kako se lotimo asignacije spinskih sistemov. Videli smo, da je en pristop je sekvenčna asignacija, omenili bomo še drug prehod. Zdaj, za nas je ključno, da določena aminokislina bo skoraj sigurno dala kontakte s svojima sosedama. Mi smo prejle pokazali naslednik, ampak seveda podobno velja za nazaj, ne? In če si pogledamo tako skematsko, 4 aminokisline, toksi spekter smo identificirali, imamo tukaj leucin, se pravi amidni proton, da kontakt na alfa, beta, gamma in delta, tukaj je skematsko pokazano, ker seveda imamo lahko težavo, imamo delno prekrivanje se igravo, alanin, na alfa, metil, asparagin, glicin. In seveda v NOESY spektru, pa poleg tega, da niso vsi signali narisani, tisto, kar je za nas ključno, je, da v amidnem delu spektra, celotnega NOESY spektra, najdemo kontakt med amidnim protonom alanina in amidnim protonom leucina. To je dokaz, da sta te dve aminokislini soseda. Leucin ima potem v tem območju spektra še en novi kontakt, se pravi leucin je sosed glicina. Na ta način lahko ugotovimo in potrdimo sekvenčno, kako so aminokislinski ostanki razporejeni vzdolž primernega zaporedja. No, omenili smo tudi, ko smo analizirali razdalje, da se pojavijo pa tudi karakteristični vzorci, se pravi, ne gre samo za intrarezidualne kontakte in sekvenčne korake, ampak tudi kontakte srednjega dosega za helične strukture s tretjim, četrtim sosedom v beta trakovih, ki so med sabo povezani, pa so daleč narazen tudi zaporedju, seveda pričakujemo take kontakte. In to seveda nam da kar dobro informacijo, kakšna je struktura. No, to je bila sekvenčna asignacija, ko se sprehajamo po spektru in to je najbolj uporabljan pristop dan današnji, lahko pa seveda
se polotimo od drugega načina, ko rečemo, da se pravzaprav vemo, kakšne so alfa vijačnice. Se pravi, lahko tudi določimo take razdalje, lahko določimo vzorce razdalje, računalniški program poišče v spektru te kontakte in potem vemo ne samo signacijo, ampak tudi sekundarno strukturo. In potem nadaljujemo po raznih delih spektra. Se pravi, signiran spekter smo zdaj že pokazali, če že kar dobro vemo, če imamo kontakte s tretjim, četrtim, drugim sosedom, da bo to verjetno šlo za helični del strukture, se pravi, že lahko napovemo sekundarno strukturo. Pozoril bi še na eno zadevo, ki v literaturi malo včasih lahko povzroča dvom. Se pravi, NOI kratkega dosega, short range NOI, pomeni v tem kontekstu med dano aminokislino in njenima sosedama. NOI srednjega dosega je do drugega soseda, dolgega dosega bo vse kar več 5. Ampak to ni direktno povezano, da bo NOI kratkega dosega tudi močan, prav, da bo izredno intenziven crossfit. Lahko imamo NOI dolgega dosega, pa je močan. Ni nujno, da če je v sekvenci daleč narazen, da bo to tudi pomenilo, da je razdalja velika. Je pa še ena stvar, neopažen NOI signal ne pomeni, da je razdalja večja. Se pravi, potreben, ne pa zadosten pogoj. Malo smo o tem se pogovarjali, ko smo na prejšnjem predavanju, ko smo se pogovarjali o novzi spektri. In še ena zadeva je, če smo recimo za določena dva protona opazili, da sta 3 angstrome narazen, moramo imeti pred očmi, da je to mogoče rezultat ne ene same, ampak več konformacij. In ker gre za odvisnost, pa če bi to bil nek korelacijski signal, odvisnost, ki je obratno sorazmerna s 6. potenco razdalje, bo seveda krajše razdalje prispevale bistveno več. Sprav lahko imamo v raztopini konformacijo ali pa strukturo, ki je zelo majhen delež prisotna, ampak ima kratke medatomske razdalje. In imamo strukturo, ki močno prevladuje, pa je ta razdalja večja. Ampak pri analizi seveda je treba te stvari vzeti v obzir. No, zdaj bi pa pogledali, kako izgleda sekvenčna signacija. Tukaj imamo en oktapeptidni fragmentek, novzi spekter. V tem spektru imamo območje amidnih in H-alfa protonov. Vidite, da so določeni korelacijski signali, recimo tega serina, ki je prvi, označeni s kvadratkom. To pomeni, da gre za intrarezidualni kontakt, se pravi interakcijo amidnega protona, katerega kemijski premik očitamo vzdolž osi F2, in alfa protona, ki ga očitamo vzdolž osi F1. Kako pa lahko vemo, da je intrarezidualni kontakt? Ja, zato, ker ta korelacija bo nastopila tudi v Cozy spektru in seveda ni nobenega dvoma. No, zdaj pa mi naredimo nekaj drugega in pogledamo vzdolž F1, prav alfa protona serina, kje je mogoče kakšen kontakt. In tukaj najdemo amidni proton, ki je seveda amidni proton naslednje aminokisline, aspartat. Stanemo na kemijskem premiku aspartata in se pomaknemo vzdolž F1, vzdolž kemijskih premikov alfa protonov in najdemo intrarezidualno korelacijo za ta aspartat. In potem podobno se pomaknemo po kemijskem premiku alfa protona aspartata, najdemo nov kemijski premik. Se pravi, tam, ki je korelacija, mora obstajati amidni proton lizina. Se pomaknemo, vidite, da gre za intrarezidualni kontakt, se pomaknemo po kemijskem premiku alfa protona lizina, najdemo amidni proton cisteina. To je intrarezidualni kontakt, amid H-alfa, spet gremo po alfa protonu tega cisteina in najdemo serin. Gremo po alfa protonu serina, se pomaknemo po kemijskem premiku amidnega, intrarezidualna korelacija za cistein. In naslednji cistein in zadnje v tem delu je alanin, se pravi, končamo s tem. Na ta način nam te sekvenčni sprehodi
pomagajo identificirati in asignirati vse povezave. Se pravi, na koncu seveda ne sme noben korelacijski signal ostati neasigniran ali pa asigniran dvoumno, se pravi, da bi rekli, ja, saj morda je pa tukaj še eden. Ilustrirajmo še, kako izgleda asignacija preko beta skupine, se pravi CH2 ponavadi do amidnega protona sosednje aminokisline. Par slajdov nazaj smo tole asignirali, smo videli, da analizirali in smo videli, da te razdalje bomo skoraj vedno videli. Imamo tle en undekapeptidni segment nekega proteina in vidite, da začnemo recimo na temle mestu. Ko smo povedali, v tem spektru je intrarezidualni kontakt označen s krogcem, se pomaknemo po kemijskem premiku beta protona te aminokisline, to je tle alanin, najdemo naslednjo aminokislino in se pomaknemo po kemijskem premiku amidnega protona. Pa spet beta protona, pa amidnega protona. Pa imamo spet intrarezidualni kontakt. Pa alfa protona, pa amidnega protona. Pa beta protona se oprošča, pa amidnega in tako naprej. In tako po teh korelacijah pridemo do konca tega 11-mernega segmenta. In se pravi, na ta način ste zdaj videli, tam, ko smo imeli novzi, sem poudaril, da ga obravnavamo različna območja. Eno je zdaj, da imamo lahko mogoče prekrivanje iz tega spektra že vidite, kako lahko pride do prekrivanja in recimo podoben korak, kot je bilo v prejšnji transparenci, ko gremo preko amidnih in alfa protonov, nam seveda pomeni dodatna informacija. Po drugi strani pa tudi potrditev. Se pravi, zdaj, ko imamo vse te asignacije, se pravi, mi imamo zdaj podatke o kontaktih, jih lahko prikažemo. Tukaj je primer za en proteinazni inhibitor plazme iz sperme, torej imamo aminokislinsko zaporedje, X je piroglutaminska kislina in vsakič, ko smo opazili eno interakcijo med alfa in amidnim protonom, sosednje aminokisline, smo tukaj naredili črtico. Črtica je debelejša, da je že skoraj gleda kot trak in tanjša glede na intenziteto. In potem med amidnimi protoni in beta in protoni. Se pravi, če zdaj tukaj v teh slikicah, seveda vse mora biti povezano, ker smo videli, da geometrijska analiza različnih konformacij pokaže, da ne glede na sekundarno strukturo, taki kontakti ostajajo. In zdaj seveda tam, kjer nismo opazili, gremo lahko nazaj gledati, ali obstaja kakšna logična razlaga. Se pravi, slikica pa kaže, močnejši tale trak, je močen enovit kontakt, se pravi, intenziven korelacijski signal, če pa šibek, je pa to, da se pravi tanka črtica, pa označuje šibek kontakt. Zdaj ponavadi ne samo zapišemo asignacijo, ampak jo tudi deponiramo v bazah. V zadnjih letih je to kar zraven PDB baze, kjer so koordinate struktur, se naloži tudi kemijske premike, tudi izredno pomembno so tudi pogoji od temperature, pH, tudi pravzaprav pogoje, v katerih so bili eksperimenti izvedeni. Zdaj tisto, kar je, ko asignacija v začetni fazi, je, da nam kakšen podatek manjka. Mislim se, da prolink nima amidnega, ampak seveda potem gremo lahko nazaj, da preverimo manjkajoče podatke, nadomestimo in tiste različne aminokisline, ki smo jih prej označili z raznimi geometrijskimi liki, krogci, odprtimi liki in tako naprej, asigniramo. No, zdaj tole je naš Dickoev-Cozy spektrum endamistata, ki sem ga omenil malo prej, to območje amidnih protonov in alfa protonov, ki so skalarno sklopljeni, seveda v teh korakih sekvenčne asignacije so vsi signali asignirani. In seveda zdaj ni dvoma, da je struktura lepo definirana in pravzaprav smo potrdili, da gre res za to aminokislino. S tem bi se to predavanje zaključilo. Hvala lepa.